Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljene, če seveda smem tako reči, ko bi marsikdo danes od mene zahteval bolj nevtralno obliko nazivanja. Da, o tem bomo govorili, o zmedenosti glede naše identitete, o prodorni teoriji spola, o krščanski vzgoji na teh področjih in še marsičem. Z menoj danes v studiu lepo pozdravljam dr. Gabriela Kavčiča in magister Mojco Belcelj-Magdič. Lepo pozdravljena. Tako, se veselim našega pogovora in Gabriel na nedavnem papeževem obisku v Budimpešti se je sveti oče kar izrazil skrb nad raztapljanjem identitete. Govoril je, če citiram, o zlovešči poti ideoloških kolonizacij, ki odpravljajo razlike, kot v primeru tako imenovane kulture spolov. Kako sam vidiš to krizo identitete in pa kako je ta povezana s teorijo spolov? Se mi zdi zelo v redu za začetek tegale pogovora. Kot smo že večkrat, ko z Mojco govoril o teh temah, smo že večkrat ugotavljali prav to. To, kar je papež omenil, se pravi teorija spola, je v bistvu zelo majhen delček zelo širokega vprašanja, ki je prav ta kriza identitet, to raztapljanje identitete. Na splošno je to tisti, ki delamo recimo z mladino ali pa starši, tudi posebej krščanski, katoliški starši to zelo dobro vejo, da težko prenašamo posebej na mlade, da se tiste recimo temu oporne točke, ki so včasih veljale za normalno, nekaj svetega, nekaj čisto normalnega, danes pa temu ni več tako. In potem imamo razne posledice v družbi, posebej v mladih generacijah. Ker če se nimaš kam oprijeti, potem postaneš ali del neke tihe večine, ali pa se nagneš, kot se danes običajno reče, zelo levo ali pa zelo desno. In to je točno, se mi zdi, presek naše družbe. Tako, ko pogledaš, večina ljudi molči ali pa je celo naveličana teh tem. Imamo pa zmeraj večje, bi rekel, bolj skrajne skupine, ki imajo vsaka po svoje tudi nekaj prav na vse zadnje, ampak zelo jasno nastopajo v svojih stališčih, včasih nekoliko preveč direktno, oziroma se ne da potem več pogovarjati. Plod tega je pa izgubljanje identitete. Mlad človek, ko nima nobenega oprijemališča, ko nimaš ničesar, čemur bi se ali upiral ali se za to zavzel, potem sam najdeš nekaj ali pa te celo, to, kar mene najbolj skrbi, najde prvi, ki ima močno identiteto in pride mimo tebe. To se mi zdi zelo v redu, da zastavimo to širše vprašanje. In to je točno to, kar je želel tudi sveti oče, ker ta izjava papeža Frančiška je širša. Jaz upam, da si jo bodo, mediji so jo seveda bogato zignorirali, se pravi, vse drugo so poročali o njegovem obisku na Madžarskem, samo teh stvari ne. In on je v 3-4 stavkih povedal vse, kar je treba povedati. Dotaknil se je krize identitete v Evropi in zahodnem svetu, kot primer je dal teorijo spolov oziroma gender theory, potem je šel na temo splava in na koncu šel na temo natalitete, se pravi, da Evropa umira. To so bistvene teme, ki so recimo tako zajamejo v grobem to našo razpadajočo, zmeraj bolj razvodenelo identiteto v splošnem evropski in v zahodni družbi. Jaz bi tukaj dodala, da v bistvu gre za ideologijo, ki je najbolj posegla v intimnem prostor človeka. In to je v njegov spol, v njegovo spolnost, v njegovo razumevanje, kaj je moškost, kaj je ženskost, kakšna je razlika med moškimi in ženskami, kakšne so vloge, navsezadnje, kaj je zakon in kaj je družina. Ne govorimo potem zdaj na koncu o teh zdravih temeljih za cvetočo družbo. Ampak če se vrnem, če ti ne veš, kdo si, kako naj ti gradiš samega sebe, svojo prihodnost in gradiš odnose, če imaš to vrzel v sebi in to vprašanje, kdo si in ne vem, kdo sem. Niti moje lastno telo mi več ne pove, kdo sem. Imajo to razmišljanje. In zelo dobro, bi se zahvalil za to razmišljanje, ker se mi zdi, da bi pa zdaj šli malo bolj v konkretno, da morda za začetek razjasnimo nekaj pojmov. Govorili smo o družbi, ki malo načenja vse to našo družino, da skrat je tukaj povezana LGBT in pa potem naprej bomo pa spregovorili mogoče še o sami teoriji spolov. Pa bi morda samo
Gabriela prosil, če bi malo bolj to predstavil, zakaj se gre. Ja, torej jaz običajno tukaj začnem, mi damo običajno tako razdeljeno, ta teoretični del je ponavadi zelo pomemben, da lahko potem gremo na ta praktični del, ki ga pa Mojca kot mama bolj obvlada. Seveda, ker ko imaš svoje otroke v tem svetu, je zadeva potem pride iz teorije v zelo surovo prakso včasih. Torej, jaz zmeraj nagovarjam, prigovarjam in poskušam dopovedati ljudem, da pristajamo pri pogovoru o tehle, recimo, dajmo zdaj reči gender theory, pristajamo na, ali pa ko rečemo LGBT, pristajamo na eno jezikovno zanko, eno tako mentalitetno zanko, nastavljeno skozi zadnja desetletja, tu bo Mojca odlično znala razložiti, kako je to skozi zgodovino šlo. In se pogovarjamo o tej zadevi, in če smo čisto iskreni, noben točno ne ve, zakaj gre. In zmeraj te silijo, recimo tudi mene v moji službi, zmeraj silijo v to, da tudi dijaki ali pa birmanci, recimo, zmeraj, a si pro, a si kontra, ne? Kaj si zdaj? In tukaj je zanka, ker jim je uspelo skozi desetletja spraviti zadevo v en koš, in tam noter imamo mi tako različne stvari, da nikoli ne moreš biti pro ali pa kontra. In to zdaj ni, da sem jaz zdaj tle razvodenel ali pa relativizem, pa tako, sploh ne, ampak da če se hočemo o tej temi pogovarjati, moramo jasno postaviti, kaj je kaj. In če gremo zdaj najlažje iti kar po tehle črkah, ki jih vsi poznamo, nekako posebej mlajše generacije, imamo LPG, to je istospolno nagnjenje. Glejte, tukaj noter so vprašanja zakonske zveze, trenutno se odpira v Sloveniji, seveda z novim družinskim zakonikom. Tukaj noter imamo tudi vprašanja, lahko dva istospolna partnerja, naprimer, se obiščeta v bolnici, lahko dedujeta eden za drugim, to je vprašanje, ki pride pred zakonsko zvezo, ne. Potem vprašanje, naprimer, posvajanja strani takšnih parov. To je čisto drugo vprašanje, ker ono je socialna pravičnost lahko, recimo, da se mi pogovarjamo o tem, kdo bo kako v družbi imel kakšne pravice v družbi. Tako kot vsaka druga skupina, kritična masa ljudi se nabere in se parlament, vlada, kdorkoli že ubada z njihovimi pravicami. Nekaj povsem drugega pa je, ko mi redefiniramo družino. Dejte, in zdaj so tu 3 vprašanja, ki sem jih naštel, povezana samo z LPG, pa delno B, recimo, se pravi bisexual, kjer imamo bolj poudarek na spolni usmerjenosti oziroma izbiri partnerja, glede na to, v kakšni situaciji se tako, recimo, oseba, ki se deklarira kot biseksualna, znajde. Potem imamo T, to je transgender. Zdaj, transgender je zopet ena pomembna tema, to je tema, ki je stara že desetletja, in sicer se skriva v njej običajno, je več razlag, jaz najrajši uporabim to, da se nekdo, tako imenovani sindrom ujetosti v lastnem telesu, to se pravi, da se nekdo ne počuti moškega v moškem telesu in ženskega v ženskem telesu, in se ta tema potem nadaljuje vse do kirurgije in tako naprej. Ampak pozor, pri vseh 4 do zdaj naštetih črkah ostajamo v sklopu tako imenovane binarnosti spola. Ker imamo pa potem še vedno nove črke. Tako, potem je pa Q, ne? Q je queer, to je težko prevajati, jaz ponavadi rečem recimo izven okvirnost, ne? Preseže do zdajšnje okvirje. Ta Q pravzaprav tudi nekako pogoltne vse ostale prej naštete. Q se največkrat vidi kot Q, to je tisto, kar imamo običajno v mislih, ko govorimo o ožjem vprašanju teorije spola, se pravi vse to, od ujetosti v lastnem telesu pa do tam, kjer se govori o 90 spolih. To je tukaj noter. Zato jaz recimo kot pedagog mi je ta nevarna, ne? Ker pri T-ju je treba ljudem marsikdaj pomagati, tu je jasna zadeva, tu ni nič novega na svetu, da ljudje dobimo težave s spolno identifikacijo, posebej v tistem mladostniškem obdobju. Medtem ko ta Q je pa raztapljanje družbene spolne identitete, to je pa nekaj drugega zdaj, ne? Q, potem je I, ne? LGBTQI, intersexual, to se nanaša na recimo temu biološke, kromosomske primere, kjer prihaja že pri spočetju ali pa kasneje pri razvoju otroka v maternici, lahko pride že prej, že pri spočetju do kromosomskih težav ali pa kasneje pride do težav z izločanjem hormonov in tako naprej. In imamo dejansko medicinsko dokazljive, jasne zadeve v tem I, ne, intersexual, in potem še A in plus in vse ostalo.
Lejte, to, da ne bomo zdaj predolgo o tem, samo da postavimo zadevo. Ko govorimo mi o teoriji spola, govorimo mi o kuju, recimo zdaj, če malo poenostavim. In je zelo nevarno, da potem uporabljamo ta LGBTQIA, ker tu je en velik recycle bin, en velik koš, kamor se vse noter zmeče in se potem, ko gre debata naprej, kar za vse zahteva pro pozicijo. Pa ne morem biti vse pro, o nekaterih stvarih tukaj se da pogovarjati, ne da se recimo pogovarjati pa o tem, da mi majhnega fantka vprašamo, kot se v Evropi že dogaja, si morda punčka ali ne. Tu je ena od teh tem, od LGBTQIA, ki je pa povsem drugačna kot o LPG, ko smo govorili na začetku. Toliko recimo, da se zavedamo, da je najboljše govoriti res o teoriji spola in potem govorimo o tem specifičnem raztapljanju spolnih identitet v družbi. Ker največkrat se pa zgodi ravno to, da v bistvu s to kratico vstopa tudi ta ideologija. In potem ne more človek zavzeti na nek način, če ne pozna tega, kar si stisnjen v kot in moraš biti pro ali kontra, če si kontra, si vsega kriv. Pa bi morda vprašal potem Mojca, kako pa izgleda to raztapljanje čisto na eni taki dnevni življenjski bazi. Tukaj bi še predhodno omenila, da ta avtorica ali začetnica te queer teorije je Judith Butler in ona preprosto ne verjame v objektivno realnost. Torej, pri njej je vse, kar je objektivno in tudi kot recimo biološko moško telo, biološko žensko telo, da je to že, smo mi kontaminirani, da ko pogledamo to telo, da rečemo, to je moško, to pa je žensko. Torej, pri njej ne obstaja neka fiksna spolna identiteta, ki je bila vezana na neko telo, ampak je ta identiteta preprosto nekako prosto plavajoča, kjer lahko nekdo v praksi išče svojo identiteto, jo ugotavlja, preiskuje, morda najde, morda pa ne najde. In to se zdaj dogaja v mnogih primerih, ne samo v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, v skandinavskih državah, ampak tudi zdaj že pri nas. In najbolj ranljiva je skupina mladih med 13 in 17 letom. To so v zadnjih letih v ZDA ugotovili, da se je to število transspolnih v tem obdobju med 13 in 17 let podvojilo. In največkrat se zgodi, da mlad najstnik bodi si, ne vem, ranjen ali znotraj družine, ali se mu kaj zgodilo, ali kaj travmatičnega, je osamljen, ne najde družbe, ima težave s sprejemanjem svojega lastnega telesa, si ni všeč, nima prijateljev in nekako uteko in odgovore išče na internetu. In večkrat se je zgodilo, da so napisali preprosto stavek na Google, sovražim svoje telo, kaj ne storim. In brskalnik ti da takoj na začetku, najbrž si trans, raziskuj svojo spolnost, raziskuj svojo spolno identiteto, tukaj so forumi, vprašaj se ta vprašanja, če si na vse odgovoril da, pomeni, da si trans. In tako mladi preko interneta in tudi družbenih omrežij pridejo, da potem prevprašujejo svojo spolno identiteto in na koncu pristanejo v trans skupnosti in v prepričanju, da so se rodili v napačnem telesu. Torej, omenili ste tudi tujino. Kje je to zdaj bolj navzoče, najbolj navzoče? Kje so tista žarišča, s kjer se mogoče to širi? Kako je to pri nas? Najbolj radikalna je Kanada. Ker tam v bistvu nekako so že ločili šolo, spravi je šola prišla vmes med otroka in med starša. In starš danes v Kanadi morda sploh niti ne ve, da je njegov otrok si želi spremeniti spol, ker ga ščiti šola in mu v bistvu šola temu otroku pomaga, da pride v stik z nekim, ne vem, pediatrom, kirurgom ali pa s kakršnokoli kliniko za spol. Zdaj, to je tam v Kanadi največji problem in tudi zelo razširjeno. Zelo razširjeno v Veliki Britaniji, vendar tam so nekako po zadnji raziskavi naredili neko bremzo in stop, da želijo te otroke obravnavati celostno. Drugače, ne samo da vsakega, ki pride na spolno kliniko, da ga vzame kot njihovega stalnega pacienta. In Amerika. Je morda pri Britaniji že slučajno to posledica slabih izkušenj iz preteklosti? Da. Trenutno so, oziroma lani so kliniko za spol zaprli, zato ker se je pritožilo več kot 1000 staršev, da so v bistvu uničili življenje njihovih otrok, bodi si duševno, bodi si jih
pohabili z kirurškimi posegi, bodisi z težko hormonsko terapijo, tako da so kliniko zaprli in čakajo to kliniko velike tožbe. Torej na tem primeru vidimo, da neki premiki tudi nazaj so mogoči. Kaj pa čisto tako z našega moralnega, etičnega vidika, obstajajo neke zavore, kjer bi konec koncev te raztopljenosti, ko ni več nobenega aksioma na teh področjih, imamo kakšen vzvod, ko se lahko reče tej teoriji ali pa ideologiji ne, oziroma kako se to lahko ustavi, prepreči, da bi na nek način imeli to prevelik vpliv na najstnika, na nekoga, ki je zmeden v svoji identiteti. Ja, jaz mislim, da je Mojca prej že vse povedala, ko je govorila o tem, da se nekdo, kako si že rekla, da se mladostnik ne počuti, da ima težave s samopodobo. Tam se začne, saj smo bili vsi tam, se to ni nič posebnega. To, da ima fant ali dekle v določenem obdobju svojega življenja neko krizo identitete, je pravzaprav eno čisto naravna zadeva, se jo moraš imeti, nekako mladostnik išče v temu primernih letih svojo pozicijo v svetu, išče samega sebe, se nekako uveljavlja kot samostojna osebnost. In tukaj noter, zato kar je Mojca rekla med 13 in 17 letom, tukaj noter so sede težave. Zdaj, kako jih preprečiti, kar si vprašal, to, kar sem jaz, ko smo imeli to temo, ki je že v stični mladih, mislim, da, potem se mi je kar nekaj, recimo nekaj mladih, potem, ko sem zaključil tisto, ko smo na podobno temo imeli takole, recimo, razmišljanje, sem rekel, dajte se zavedati, da ste v redu ste, ne, v redu ste. In zdaj tu ne pomeni tisto današnjo fajn si, dober po srcu si, sploh ne, ampak da mladi slišijo, da so lep si, lepa si, v redu si, tako kot si. Marsikdaj se da še kaj popraviti, vsak od nas se mora še popraviti, ampak iskati tiste, posebej tiste, ki nimajo ene trdne identitete od doma, ki so ranjeni tako ali pa drugače, in jim dati feedback, ta pravi, ne rabiš potvarjati samega sebe, zato da se boš lahko primerno umestila v naš svet. To. Lahko bi rekel, da že besede, ki so zapisane takoj na začetku Svetega pisma, ustvarjen si kot dober, v Božji podobi. Ko ga je videl, da je dobro. Zdaj sem to, ne? Se vračamo čisto na začetek, kjer smo začeli s tem svetom raztopljenih identitet. Ne? To je točno to. V tem svetu bodo težave s samopodobo, ki se potem, kot je Mojca povedala, kar na hitro rešujejo kar prek internetnih vprašalnikov po možnosti, cvetele. Zato, ker v svetu, kjer ti ne veš, kdo si, kaj si perfekten klient za tele zadeve. Ne? In to je v bistvu začaran krog, če razmišljamo naprej. Se pravi, zmeraj več mladih, ki se ne znajo uvrstiti v ta svet, zmeraj več možnosti za to, da ti nekdo reče, pa res ni nekaj v redu s teboj, poskusi tole rešitev. In ta rešitev temelji na tem, da identitete ni. Ne? To se suče in gre kot valjar naprej. In tukaj bi dodala recimo o tem, bodisi najstnikom, mladostnikom, tudi odraslim, rečejo $1 million patient, ker ti si doživljenjski pacient. Ni samo, da ti greš v nek postopek spreminjanja spola preko hormonske terapije, preko morda kirurških različnih posegov. Ne, ti ostajaš njihov pacient, ker ti moraš doze hormonov do konca življenja dobivati, če želiš ostajati v tej zunanji podobi spola, ki si jo izbral. In drugih, ker pa tudi pri teh kirurških posegih pride do toliko neprečakovanih situacij, kjer morajo imeti ti pacienti operacijo za operacijo, pride do različnih situacij, ki jih ne predvidijo in jih čaka veliko posegov. Tako da, $1 million patient. Najboljša kurativa je preventiva in najbrž se mnogi izmed staršev, ki morda tudi to gledajo, sprašujejo, kako pa obvarovati svojega otroka, najstnika, teh stvari, oziroma da se bo v teh ključnih trenutkih znal obrniti ne zgolj na Google, ga vprašati o svoji spolni identiteti, ampak da bo iskal drugje. Kakšno moč imajo pri tem vzgojitelji, starši in drugi, ki se z njimi ukvarjajo?
Družina bo vedno imela večjo moč kot družba. Samo, če bo družina res to, kar mora biti. Če bosta oče in mama v razumevanju, če bosta v stiku z otrokom, če bo tukaj neko varno okolje za pogovor, če bosta sledila, kaj se z otrokom dogaja, če bodo skupaj hodili in preživljali čas, tukaj je zelo pomembno. Potem bo to spontano prišlo, da bo otrok povedal, kaj je zasledil, kaj ga muči, oziroma veliko lažje bo prišlo do takih pogovorov. Če pa starši ne sledijo in ne vejo, potem bo otrok in bodo z njim manj povezani, potem bo otrok veliko bolj dojemljiv do teh novih idej in teh prepričanj in vrstniškega mišljenja, ki je prisotno, ne vem, na internetu ali pa v razredu ali pa kjerkoli v družbi, ki se druži. Tako da preventiva je že samo dovolj dobra, če je otrok v močni družini, kjer so tesni, močni, dobri odnosi in kjer oče spodbuja osebnostno rast pri fantu in mama pri hčerki in spodbuja ženskost in moškost. Ne. Ampak vsak otrok tega nima. Kaj pa tam? A bomo pustimo križem rok ali so poti? Ali pa kje jih vidite predvsem? Tukaj so potem, kot ste omenili, ena preventiva, če so in lahko bi bili in dobro bi bilo učitelji, pa tudi, ne vem, drugi starši, saj so tukaj potem starši prijateljev, ki opazijo, da je s tem otrokom nekaj narobe. Ne vem, Gabriel, kakšne misli imaš ti? Ja, vse to je. Kakšna je tukaj mogoče poklicanost cerkve? Ja, ravno to, lejte, enako, se pravi, za vse pedagoge, zdaj v širokem smislu, to pomeni tako starše kot poklicne pedagoge, velja, dajmo se izobraževati, pa dajmo se pogovarjati o tem. To sta te dve zadeve. Jaz se zelo bojim tega kanadskega scenarija, pa še v kakšni drugi, tudi zvezni državi v Ameriki, je ta težava tega zaciklenega, začaranega kroga. Se pravi, da vsa zadeva deluje v isto smer. Se pravi, imaš primerno pod narekovaj izobražene pedagoge v šolah, imaš primerno pod narekovaj izobražene svetovalne delavce in delavke, imaš primerno izobraženo in oblikovano pravno stroko, vse to pod narekovaj kot primerno, in imaš še ta zadnjo, najbolj recimo dramatično, imaš za to izobražene in formirane zdravnike in zdravniško stroko. Vidite, ko je sistem enkrat v tem postavljen, pridemo do tistih primerov, ki so dejansko množični, da se začne te zadeve reševati izven družine. Se pravi, da ne samo, da nekateri nimajo teh družin, ampak tudi tisti, ki jih imajo, morda pa pride mladostnik do nekih težavnih trenutkov življenja, da ga tam pričaka vse, kar ga pričaka, je potrjevanje. Potrjevanje, tako kot se zdaj reče, potrditveni terapevti. Mislim, kakšen nonsens je to, da imamo mi terapevte, ki so potrditveni terapevti. Ti prideš terapevtu zato, da ti bo pomagal v tem, ker se v nečemu ne počutiš. Mi imamo pa zdaj potrditvene terapevte. Se pravi, da imaš terapevta, h kateremu prideš in ti reče, prav imaš. Mislim, dajmo malo vklopiti možgane tukaj. Te stvari so dramatične in so tragične. Tako da izobraževanje in kaj, to, kar si vprašal, kaj lahko cerkev stori, ravno to, spet pogovor pa izobraževanje. Zelo narobe je, da kar precej ljudi tudi v cerkvi reče ali totalno kontra, pa še točno ne vedo proti čemu so. Se je treba izobraziti, treba vedeti, kaj je zdaj tole. Upam, da bomo s to oddajo kakšno zadevo malo popravili tukaj. Ali pa na drugi strani se pravi, da si totalno kontra, ali pa na drugi strani, da so že naveličani te teme. Ni ne drugi primera, ne mlačnost, ne neka srboritost naproti, ne eno, ne drugo ne prinese na koncu potrebnih sadov. Mlademu je pa treba, tam, kjer imaš mladega pred seboj, je pa treba skrbeti, da bo šel skozi ta občutljiva leta v eni mirnosti, ne pa potrditveno terapevte. Dobro, se Slovenija še ni tukaj. Hočemo, kar je Gabriel rekel, da nekaj, kar bi radi povedali. Eno je res ideologija, ki moramo biti vedno proti. Drugo pa je človek, ki je pred teboj. Nekdo, ki ima krizo identitete, nekdo, ki se išče, nekdo, ki raziskuje svojo spolnost z različnimi spolnimi partnerji. Že to, da ti pove, kaj se z njim dogaja, je velik korak. In ne, da se s njim strinjaš ali pa potrjuješ, zelo pomembno v prvem koraku je, da ga poslušaš.
In tudi, da mu sčasoma postavljaš prava vprašanja, v katerih začne razmišljati, ali je na pravi poti in kaj se dogaja z njim. Torej, ena velika pot je to spremljanje. Tega človeka ne smeš pustiti samega. In mu ne ga zatirati, in mu ne modrovati, in ne pridigati, ampak zgolj poslušati, ker da se je znašel v taki krizi, je morala biti ena pot, ki ni lahka, da se mu je to zgodilo, da ne ve, kdo je in da se išče in da se ne počuti dobro v svojem telesu. Da je v bistvu odmaknjen od svojega telesa in išče in nekako vidi rešitev samo v neki novi identiteti, z nekim novim imenom. Tako da takemu človeku stati ob strani, biti z njim, tudi če se ne strinjaš, ampak ga poslušati, postaviti prava vprašanja, dati včasih kako knjigo, naj iskati tiste odprte točke, kjer je pripravljen tudi od tebe kaj slišati. Ampak to traja, to je dolga pot. Ker dostakrat je ravno to vprašanje, kako pristopati, kakšen odnos zavzeti. Tako naprej. In so to stvari, s katerimi se, ko se pogovarjam z mladimi ali pa tako, dostakrat porajajo. Kakšno stališče zavzeti na nek način do tega pojava in hkrati ravno to ločitev potem osebe. Jaz tukaj vidim, da se tukaj rešuje od primera do primera. Recimo, če neka vsebina pride v vrtec in jo ti vidiš, in veš, da je otrok v tem obdobju zelo ranljiv, da kome še razumeva prve koncepte družine, kdo je oče, mama, kdo stric, babica, da še meša, da še mu ni vse jasno. Tukaj ni primerno, da mu ti daješ neke nove in druge koncepte družine, ker jih ne razume. Otrok mora v predšolskem obdobju to dobro razumeti, temelje družine, oče, mama, otrok in te strukture. Potem, ko recimo starejši, če zdaj preskočim osnovno šolo, pa grem do srednje šole. V srednje šole se mladi o tem že sprašujejo. In napačno bi bilo seveda, in kako bi rekla, če vidiš, da otrok ima neko domačo branje, ki je sporno, vprašaš, kako pa ti to knjigo bereš, oziroma kaj ti o tem razmišljaš. Da se o tem pogovarjaš s svojim otrokom. Če vidiš, da prihaja neka sporna delavnica, da pišeš ravnatelju in rečeš, ta delavnica se mi ne zdi v redu, ali lahko jaz predlagam neko drugo, ki bo podobna vsebina, ali pa predlagam nekega drugega gosta. Se pravi, posamično se rešujejo ti primeri. In vidiš, ali je zadeva zelo nevarna, ali pa ni toliko in se lahko samo pogovoriš s svojim otrokom. Ampak res spremljati, kar pa zahteva čas in napor, ampak druge rešitve trenutno ni. Kakšna pa je situacija na naših šolah? Ja, že vrsto let po šolah se berejo knjige o istospolnih usmerjenosti, so delavnice, so predstave, so učbeniki, predstave, filmi, pač veliko je teh vsebin. In nekateri so neprimerni zato, ker zelo enostransko predstavijo spolnost in spol. In nedavno sem recimo videla en delovni list, ki je krožil po internetu, kjer je pač bilo poslikan en delovni list, kjer je pisalo, lahko se odločiš, da lahko si ne moški in ne ženska. In mislim, da je bil delovni list ali za osnovno šolo, najbrž za osnovno šolo. Torej, to je prisotno v naših delovnih listih. Torej, spodbujanje tega, da bi pri mladem človeku padel aksiom, potem nima več kakršnekoli trdne podlage za svojo rast. Kje pa je prišlo morda v zgodovini do tega velikega tresljaja, da je konec koncev sploh lahko prišlo do tega? Pot je dolga. Kar zgodovina je, zgodovino prepustim tebi. Ne ravno, ampak toliko bi trebalo prebrati, da je. To so te glavne 3 korake. Ja, v bistvu zadeva dolga že 70 let in več. In začelo se je preprosto pri posameznikih, ki so kot bili sicer na zunaj eksperti na svojem področju, ali psihologi, endokrinologi, seksologi in so raziskovali spolnost, ampak prišli do zelo bizarnih idej. Kot recimo, če omenim dr. Monija, on se je ukvarjal z hermafroditi, se pravi, danes temu rečemo interseksualci, se pravi, da so neke določene anomalije telesne.
In on je prišel na plan s to idejo, da se v bistvu otrok rodi psihosocialno nevtralen in da mu ti do 2. ali 3. leta lahko od zunaj prizgojiš spol. Torej, da otrok se sam ne zaveda, katerega spola je, in ti takrat imaš odprto okno, da mu vsiliš spol po tvoji želji. Bizarna ideja, ne vzdrži. Ampak s to idejo je bil tako napreden in je naredil tudi grozen poskus na 2 kanadskih dečkih, katerih je leta in leta potrjeval, češ, da to deluje, da ta njegova teorija drži, pa ni. In njegova teorija je bila podlaga za feminizem v 70-ih, ki so pač verjele, da je ženska vloga, ženskost je samo družbeno vsiljena vloga. Patriarhalna družba ti vsiljuje to vlogo žensko, manj možnosti. Res je bilo takrat manj možnosti, ampak so striktno omejili ženskost na družbeno vlogo, družbena pričakovanja, interese, kot da je to tvoja ženskost samo plod družbenih pričakovanj in družbenih vlog. In so grozno potrebovali to Moniovo vlogo, oziroma Moniov dokaz, češ, da spol ni nekaj, s čimer se rodiš in ga razvijaš in se ti telo razvija in tvoja spolna identiteta v skladu s tvojim telesom, ampak nekaj, kar ti družba vsili od zunaj. In potem v letih 90 se rodi queer teorija, o kateri smo prej govorili. V letih 90 pa začne tudi se ta miselnost in feminizem, ki je držal to idejo, vklapljati v politiko. In leta 1995 na ženski konferenci v Pekingu se je prvič vrinila beseda gender. In takratni udeleženci te konference niso prav razumeli, kaj ta beseda pomeni. Mislili so mogoče, da druga beseda za seks, ki v angleško tudi pomeni spol. Nekateri so mislili, da beseda gender pomeni in moški in ženski spol. Takole pri zadnjih vratih se ta beseda vrinila, kjer se potem na široko začelo govoriti samo o spolu kot o družbenem konstruktu. In telo je začelo vse bolj se pomikati na stran. In tako po piramidi je potem šlo dol, se pravi od svetovnih organizacij, kot Združeni narodi, do evropskih organizacij, do politike, se pravi predvsem po levici, leve politike, levosmerjene politike, do ministrstev, agencij, šolstva, danes pa je v bistvu že zelo prisotno na družbenih omrežjih. Tako da mladi, čeprav smo starši zelo tako s pogledom na šolstvo, ampak mladi pa najprej v stik s tem pridejo na družbenih omrežjih. In hvala za zgodovino. Kaj pa, če bi preroško pogledali naprej? Ne? Ko govorimo o kakšnih drugih spreminjanjih, naprimer zadnjič sem bil v muzeju ledenika in tam smo videli, ne? Če bomo delali tako, bo čez 25 let tako. Torej, dejanja in posledice, ne? Kako lahko vplivamo. Kako vidva vidita prihodnost glede tega? Ja, to je zelo nehvaležno vprašanje, ne? Ampak recimo, to so že enkrat, sem že mojci rekel, jaz zelo nerad pri tej temi, zdaj ko smo pri tem, kako se gre naprej, zelo nerad, ko me kaj vprašajo, povem recimo to, da se je v Angliji, kot si prej rekla, že zategnila ročna zavora, edino prav je treba povedati, ampak zakaj nerad povem? Nujno je treba povedati pa izobraževati. Ampak ljudje smo taki, ne, da potem posebej mi, recimo, ko smo nekje vmes, tako gledano svetovno, nekje vmes, ne, malo 10-20 let za ostalimi, pa kaj s ljudem enkrat rečem, da se je v Angliji že zategnilo ročno pri tem, pa si ljudje mislijo, se pa itak, no, sej, ne, se pa nam ni treba. Ne, jaz nerad gledam v prihodnost, ne vem, kam gremo tukaj, ne maram biti ne optimist, ne pesimist, je pa treba delati, ne, dovolj je ne v lastna teža, ne, po svetopisansko. Se pravi, danes tukaj treba delati tisto, kar se narediti da. Ne, in to je to, o čemer smo zdaj že govorili, se pravi pogovor, jasne identitete, ki štartajo od jasne družinske identitete in pa mimogrede, ne, ko bo naslednjič, če bojo kakšni starši tole gledali, ko bo se vem, da jaz nisem primeren kandidat, da učim starša, ampak Mojca se bo strinjala, ona pa lahko. Lejte, ne pa, ko je vprašanje,
kdo bo pa zdaj šel v svet šole, pa v svet staršev, pa ne vem kaj vse, ne pa iskati muhe gor na zidu, pa čakati, da se kdo drug javi. Ne? Ti se dej javi, ti preberi kakšen članek, pogooglej Mojčino ime, preberi se kakšno zadevo, tudi v slovenščini je dovolj napisanega, da si izobražen in takoj roko gor, jaz bom v svetu staršev in želim imeti seznam delavnic, ki se dogaja na tej šoli. Tako, te mehni, gotovo v zasedenih urnikih težki, ampak mehni koraki, da nekaj naredimo, vsaj za tisto, kar naredimo lahko. Je pa seveda, vlak je pa postavljen, da drvi v eno smer, ampak nekje je treba začeti. Jaz sem tukaj kar malo optimistična, zato ker če prej v Sloveniji tam 7 let nazaj še je bilo vprašanje, ali istospolni bi sklenili, lahko oni sklenijo poroko ali ne, so tukaj bili ljudje še zelo tako zadržani, ali pa se tisti, ki so bolj levo usmerjeni, so rekli, ne, pustimo, vse je v redu. Pri tem vprašanju pa ni več debate. Tukaj so zelo na strani, da se tega otrokom ne sme dovoliti, da bi ideologija tako močno prišla, da bi izmedli v njihovi srčiki, v njihovi lastni identiteti, moškosti in ženskosti. Tako da jaz potrjujem to, da se en starš javi in tisti, ki ga to zanima, oziroma ki te zadeve spremlja, ker zelo hitro bo dobil podpornike. Drugi se bojijo, pa ne želijo se izpostaviti, ampak potem se ti pa zelo hitro priključijo, zato ker imaš potem moč argumentov in naši argumenti vzdržijo in so osnovani na znanosti, osnovani na izkustvu, na tem, kaj je zdravo in dobro za otroka, in tukaj se ti starši priključijo. Tako da pogumno in podpornike boš dobil, brez skrbi. In morda je to najlepša beseda prav za konec. Ne? Ko gledamo naprej, naj bo tudi pri nas ena angažiranost, da se ne bojimo in da jasno spregovorimo o tem. Najlepša hvala, Mojca in Gabriel, za ta čudovit pogovor. Me je veselilo, da smo o tem spregovorili. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za vašo pozornost. Pa naj vas še povabim, da se naročite na naš kanal, všečkate in delite te vsebine. Se vidimo v naslednji oddaji. Srečno!